Lepo pozdravljeni. V gradivu, ki smo vam ga pripravili, je 4. točka v obrazcu številka 4, samorefleksija. Morda se sprašujete, zakaj je to pomembno, zakaj se moramo vprašati, reflektirati svoje delo. Navsezadnje pač vodim to skupino, organiziram srečanja, moderiram pogovor v knjigi in ja, to ni neke globinske psihologije. Ampak kdorkoli je že delal s skupinami, ima to izkušnjo, je v bistvu na lastni koži izkusil, kako pomembna je skupinska dinamika. Govorimo v tem primeru seveda o zaprtih oblikah bralnih klubov. Pri odprtih bralnih klubih to ni tako pomembno, niti ne pride tako do izraza, ampak če imamo zaprto skupino, skupino ljudi, ki se srečuje leto dni ali mogoče še dlje, skratka, ki ostane v lastnem krogu in med udeleženci, katere se razvija skupinska dinamika, takrat je ključnega pomena, da tudi moderator zelo dobro pozna samega sebe. Temu je ta samorefleksija tudi namenjena. Da se vprašamo, kako vidimo same sebe kot moderatorje, v čem prepoznamo lastne močne točke, šibkosti, kje so meje naše cone udobja, kdaj začutimo, da nam je že nekaj preveč, da v bistvu se moramo kar premagati, da nekaj naredimo. Navsezadnje, saj vemo, vsi ljudje, ki so v skupini izpostavljeni, ko se pogovarjajo, ko govorijo v javnosti, ko so pred ljudmi, ki jih prej niso poznali, nekako stopijo iz te cone udobja. Seveda kot moderatorji stopimo najprej, ampak mislim, da je fino, da se zavedamo, da na nek način smo tu v podobni situaciji. In z lastnim zgledom, s tem, kako sami s sabo v bistvu s to situacijo shajamo, lahko zelo veliko doprinesemo k pozitivnemu vzdušju v skupini. V obrazcu se tudi sem dodala vprašanje, katera dodatna znanja ali spretnosti želim pridobiti, ki bi mi pomagali pri moderiranju bralnega kluba. Fino je, da razmislite, katere spretnosti že imate. Navsezadnje ste najbrž že sodelovali pri kakšni razstavi, pri kakšnem predavanju ali imeli sami predavanje, delali skupino, se izpostavljali v javnosti in podobno. To so vse prenosljive spretnosti, ki jih prenesemo na vodenje bralnega kluba. Bi pa vas povabila, da vedno znova, ko se znajdete v situaciji, ko začutite, to so pa zdaj moje meje, da reflektirate. So te meje tu zato, ker vam je to resnično zelo, zelo tuje in če bi to izvajali, izpadli neavtentično, ali pa ta občutek v bistvu se zgane v nas zato, ker nas je strah poskusiti nekaj novega. To je velika razlika. In mislim, da ni potrebno poudarjati, kako zelo pomembno je, da ko vodimo skupino, da jo vodimo avtentično, to se začuti, da smo v tem, kar pač dela nas kot nas. In zato, kot sem že povedala v prvem videoposnetku o tem, kaj pravi bralni klub, ko smo se pač o tem pogovarjali, ni nekega idealnega oziroma enega bralnega kluba, ki bi bil edini pravilni, in tako tudi ni enega samega pravilnega načina moderiranja bralnega kluba. Bistveno je, da izhajate iz samih sebe, da se zavedate, kje točno, kaj lahko skupini date in kje v bistvu naletite na svoje absolutne meje. Ja, seveda je fino vsake toliko stopati ali pa bi rekla skoraj vsak dan po malem na določenem področju stopati malo iz cone udobja. Ampak pretežko si pa seveda vse zadeve ni treba zastaviti, da če nekdo pač sploh ni tip, ki bi govoril pred
v javnosti ali pa pred kamero ali kaj takega, tudi ni potrebno, da bi se zdaj prav silil v takšne stvari. Torej, nekako prvo pravilo ostaja ostati avtentičen, ampak hkrati se zavedati, kdaj ni to samo strah pred spremembo, pred tem, da v sebi razvijemo nekaj novega, ampak v bistvu je možnost, da se tudi mi, da tudi mi rastemo iz te situacije.